Dober dan, moje ime je Luka Mavrič, delam na uradu za družino. Predstavil pa bi vam rad kratko knjižico z naslovom Trdna zveza. Govori o Karlu in Citi, zadnjem avstrijskem cesarskem paru, ki sta živela med in malce pred prvo svetovno vojno, ko sta se poročila. Njuno zakonsko življenje je izjemno kratko. Skupaj sta živela poročena samo 11 let. Ampak po drugi strani pa tudi zelo, zelo bogato, ne samo zato, ker sta imela 8 otrok, ampak tudi zato, ker sta kot državnika, izjemna voditelja, mirovnika, predvsem pa kot zakonca, pustila izjemno dediščino. V tej kratki knjižici boste lahko odkrili 7 načel, po katerih sta sama živela. Prebral bi vam pa eno od teh načel, ki je na kratko opisano z naslovom Veselje in čudenje. Težkim odgovornostim in sčasoma veliki žalosti navkljub sta Karel in Cita v življenju našla veliko veselja in ga izžarevala vsem, ki so ju obdajali. Kot mlada človeka sta uživala v jahanju, drsanju, sankanju, lovskih zabavah in družinskih izletih. Karel je imel privlačno osebnost in odličen smisel za humor. Nekoč je vojaški kaplan za mladega vojaka Karla rekel: "Zelo ljubezniv, osvojil je srca vseh. Zelo prijazen, z nami je celo večkrat prepeval, ko smo bili dobre volje." To ga je skupaj z njegovim pogumom na fronti delalo simpatičnega in priljubljenega vojaka. Kot cesar je Karel ob lepem vremenu sestanke prirejal zunaj, v parku, kjer je lahko slišal vesele krike in smeh svojih otrok, ki so se igrali. Ko je zaradi več srčnih infarktov obležal na postelji, je zbral svoje otroke in jim pripovedoval o vseh pticah, rastlinah in živalih, ki so jih lahko videli skozi okno. Celo na Madeiri jih je jemal na dolge sprehode in jih poučeval. Včasih je osebno prevzel izobraževanje otrok, starejši pa so rekli, da se nikoli niso naučili več kot takrat, ko je bil prav on njihov učitelj. Karlov radoveden spoštovanje Božjega stvarstva in resnična skrb za druge so bili znamenje, da se je vedno učil. Govoril je vsaj 7 jezikov, da bi lahko poslušal in govoril z ljudmi iz vseh delov svojega večnarodnostnega cesarstva. Tudi Cita je bila na tekočem z aktualnimi zadevami in je zato cesarju lahko tudi svetovala, kar je Karel visoko cenil. Karel je ljubil vse otroke, ne le svojih, in je v svoji vlogi cesarja in kralja resnično videl tudi vlogo očeta vsem zaupanim mu ljudem. Njegovo prijazno srce se ni moglo upreti. V stiski je pomagal vsakomur. Oboževal je tudi živali in na številnih fotografijah mu družbo dela njegov najljubši pes Guselj. Karlova ljubeznivost je omehčala vsakogar. Tudi ob hudih bolečinah ob koncu življenja ni izgubil svojega odličnega smisla za humor in veselega razpoloženja. Nekega dne ga je Cita, ki je še vedno molila za njegovo ozdravitev, spomnila, da mu je prijatelj napovedal, da bo živel dolgo in srečno življenje. Ni bilo dolgo, je rekel Karel, ampak, sramežljivo pogledujoč Cito s sladkim nasmehom, morda kljub vsemu srečno.